V švicarskem mestu Schaffhausen blizu švicarsko-nemške meje je od 17. do 24. marca potekalo drugo evropsko prvenstvo gluhih v curlingu. Prijavilo se je 6 ženskih in 7 moških ekip. Hrvatice so se veselile osvojenega naslova evropskih prvakinj, potem ko so v finalu tesno premagale aktualne prvakinje Rusinje. Rusi so že drugič zapored ubranili naslov prvaka, potem ko so v finalni tekmi tokrat premagali Fince. V smučarskem središču Ulten pri Meranu na Južnem Tirolskem se je od 16. do 18. marca odvijala druga tekma Evropskega alpskega pokala gluhih. Tekme se je udeležilo 58 tekmovalcev iz 17 klubov različnih držav. Tekmovanje je potekalo v 4 disciplinah. V superkombinaciji, superveleslalomu in slalomu. Absolutna zmagovalca sta postala avstrijska smučarja Melissa Kek in Christoph Lebelhuber. Slovenska smučarka Anja Drev se tekme ni udeležila. To je bilo zadnje tekmovanje v letošnji sezoni. Še zanimivost glede aktualnega olimpijskega prvaka iz Pjongčanga v Južni Koreji, deskarja na snegu Švicarja Nevina Galmarinija, ki je pred 4 leti v olimpijskem Sočiju v Rusiji osvojil srebrno medaljo. Nevin je sin gluhih staršev. Njegova mama je tekmovala v smučanju na 3 olimpijskih igrah gluhih od leta 1971 do 1979, kjer je osvojila 9 medalj. Tudi njegov oče je bil smučarski tekmovalec, kasneje pa je tekmovalno kariero nadaljeval v deskanju na snegu in je sedaj tehnični direktor deskanja na snegu v Mednarodnem komiteju za šport gluhih in Evropske športne zveze gluhih. Na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu sta gluhi sovoznik boba dvoseda Jakub Čeh Nosek in slišeči Dominik Dvoržak osvojila 18. mesto od 30. To je Čehov prvi zimski nastop. Prej je sodeloval tudi na 3 letnih olimpijskih igrah gluhih, in sicer v Tajpeju leta 2009, v Sofiji leta 2013 in v Samsunu leta 2017. Tekmoval je v atletiki v 4 različnih disciplinah. V skoku v višino, v skoku v daljavo, v desetoroboju in v metu kopja. Čeh je pri 3 letih zbolel za meningitisom, zato ima sedaj na desnem ušesu 99-odstotno, na levem pa 80-odstotno izgubo sluha. Kolumbijski nogometni navijač, 36-letni gluhoslepi José Richard Gallego, ki trpi zaradi Usherjevega sindroma, si je na povabilo nogometnega kluba Barcelona s pomočjo tolmača in najboljšega prijatelja Cesarja Dazo ogledal nogometni spektakel na stadionu Camp Nou, kjer je nogometni klub Barcelona premagal Girono s 6-1. Gallego je s pomočjo tolmača uspel slediti igri z uporabo lesene plošče, ki predstavlja igralno polje, in s sistemom znakov s pomočjo rok in prstov, ki sta jih dorekla s tolmačem. Tako je Gallego tekmo lahko spremljal v živo.
Po koncu tekme se je srečal s kolumbijskim nogometašem Jerijem Mino iz nogometnega kluba Barcelona in svojim rojakom, tudi kolumbijskim nogometašem Johnom Andresom Mojikom iz Girone. Najboljša slovenska gluha strelka Sandra Leganič se je udeležila hrvaške lige v strelskem tekmovanju gluhih, ki ga je organizirala Varaždinska športna zveza gluhih. Leganičeva je nastopila v svoji kategoriji standardno zračno puško na 10 metrov. Na vseh tekmah lige je bila druga za najboljšo hrvaško reprezentantko Vido Puškadijo. Konec marca je železničarski teniški klub Maribor organiziral dogodek, s katerim so obeležili 15 let teniškega kluba. Ob tej priložnosti so podelili priznanje najboljšim trenerjem in najuspešnejšim igralcem. Priznanje je dobil tudi najboljši gluhi teniški igralec Marino Kegl, ki je član kluba že od leta 2011. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost. Glejte nas spet prihodnji mesec. Nasvidenje.